Navodila za drugi del kviza so: voditelj prebere vprašanje, ekipi odgovarjata hkrati, voditelj razkrije pravilni odgovor, ekipi dobita 5 točk, če je odgovor pravilen. Zakaj razlagam tako po korakih? Ker se bomo od osmine finala naprej ukvarjali z algoritmi oziroma določenimi računalniško izvedljivimi zaporedi navodil. Na primeru zaspanega Mihe poglejmo, kako so videti v praksi. Algoritem je zaporedje natančno določenih navodil. Ko se Miha prebudi, mora najprej vstati iz postelje, nato pa lahko prične z drugimi dejavnostmi. Nemogoče je namreč, da si bo na primer v kopalnici začel umivati zobe, če še ni zapustil postelje. Pomembno je torej zaporedje oziroma natančno podajanje navodil ali zapis korakov, da pridemo do cilja. Zdaj pa algoritme preizkusimo še v praksi. Vaša naloga je, ekipi, da se možganček sprehodi po najkrajši poti le po tistih poljih, na katerih so praštevila. Odštevamo 30 sekund, gremo! 5, gor, 5, gor, 10, 11, 17, 2, 33, levo, Še nekaj sekund, hitro popravite, če imate kaj za popraviti ali pa napišite. Končano je. Dobro, Jasna, kako je s temi praštevili? Ja, praštevila so števila, ki imajo natanko 2 delitelja, enega in samega sebe. Število 1 ni praštevilo, niti ni sestavljeno število, saj ima samo enega delitelja. Ja, tule pri rumenih je bilo zelo zanimivo. Nekajkrat so šli na 33, pa potem na 1, pa enac je rekel ne in na koncu so prišli po tej potki. Gor 5, desno 11, desno 17 in gor 2 in vaš odgovor je pravilen. 5 točk za rumene! Tudi vijoličnim je šlo super vse do zadnjega koraka, namreč število 33 pa ni praštevilo, tako da žal vam točke ne moremo podeliti.